Lepo pozdravljeni, dobrodošli še v eni oddaji Kristus Rex na FSSPX Slovenija. Danes je z mano gospod Vončina, pozdravljeni. Smo že pošteno zakorakali v postni čas, pa zdaj poglejmo najprej nekaj osnov glede tega poimenovanja, kako se je ta čas, se pravi postni čas, izoblikoval in kakor ga danes poznamo, se pravi sploh v tej obliki. Ja, že apostoli so imeli določen čas priprave na praznovanje našega odrešenja, torej trpljenja, smrti, vstajenja, vendar od začetka to je bil nekoliko krajši čas, ki postopoma se potem podaljševal, kot bomo videli zlasti s prakso posta in tako. Nazadnje je obveljal čas 40 dni, tudi latinsko ime za ta čas quadragesima pomeni, torej 40, 40 pravzaprav, in to se potem v več romanskih jezikih ohranilo, quaresima po italijansko, quaresma po špansko in podobno. 40 dni tudi v vzhodnem bogoslužju, v grščini se reče tesserakoste, tako kot pentekoste za binkošti, torej 50, tukaj tesserakoste, se pravi 40, se pravi 40 dni in tako. To kasneje malo se zaustavlja ob tej simboliki tudi, zdaj ni, kot so nekateri trdili, tudi sveti očetje in tako, da bi bilo to apostolskega izvora, teh 40 dni, je bilo različno trajanje, še danes je tako v različnih bogoslužnih različicah, torej v nekih vzhodnih, nekje so daljše, krajše, ambrozijansko bogoslužje in tako. Vsekakor Irenej in Tertuljan še nista vedela nič o 40 dneh. Nekje se govori od časa svetega Ambroža Milanskega naprej, ampak treba reči, da, kot smo rekli prej, ambrozijanski obred pozna postni čas, ki prične na prvo postno nedeljo, torej ne na pepelnično sredo. Toliko, da malo se dotaknemo. V slovenščini poimenujemo ta čas kakor Nemci in sicer imamo to prakso posta in zato tudi tako se poimenuje, se pravi postni čas. Ena od 3 postnih praks, torej ali stebrov posta, je ta post. Tu ne gre samo za prakso posta kot takega, ampak ima širši pomen ta beseda. Tako velja tudi za Benediktovo pravilo moli in delaj. Bo tudi to nekaj objavljeno na mojem blogu, ta prvem. Glede posta in podobnih zanimivosti pa sem ravno objavil na tem drugem zgodovinskem blogu. Če koga to zanima, se lahko gre kaj prebrati, se pravi zgodovinski blog.blogspot.com, tako da tam se to najde od Dom Geranžeja, se pravi povzetek, to je svetniški kandidat, torej v Solezmu je spet vzpostavil benediktinsko skupnost in potem je v bistvu začetnik tega bogoslužnega gibanja, pravega seveda bogoslužnega gibanja. Torej ne samo post, ampak bistveni poudarek spokornosti, spokornosti. Torej bomo rekli spokorni čas, čas pokore. No, se pravi, najprej rečem, da ta blog tudi jaz priporočam vsem branje, no, ampak se pravi glede pokore, pa bi lahko zanjo danes rekli, da ni ravno popularna oziroma moderna. Ja, ampak to je malo smešno, če se mi dovoli reči, pač Sveto pismo govori o pokori, spokorjenju, spreobrnenju, je več teh stvari, ampak nekako ustreznik latinske pokore ali spokorjenosti bi bila beseda metanoja, ki pomeni spreobrnenje, ampak v sebi nosi spokorjenje, pokoro. Torej, konec koncev, Janez Krstnik je najprej vabil k pokori, k spreobrnenju,
šele zatem je to potrdil znamenjem tega krsta v Jordanu. To je bilo spet predhodno znamenje, ki je napovedovalo Jezusov krst. In moramo reči, da tem Judom je bila potrebna kar velika ponižnost za to dejanje, da so šli v reko Jordan, ker so jo imeli za nečisto reko. Je izviral v poganskih severnih krajih, ima več teh izvirov. In zato je ravno na tem mestu bomo rekli, na mestu je to znamenje začetka postnega časa, ko nas duhovnik posuje s pepelom, pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš. Ne? Spravi, da se znebiš tega napuha ponosa. Ne? To znamenje s pokornosti od začetka so se ljudje sami posipali na glavo, tisti, ki so se spokorili, ki so se pokorili in tako naprej. Ne? To so že v prejšnjih časih vršili. Že kmalu, govori se o tem že nekje v 5. stoletju, pa se je začel uveljavljati to vrstni obred v 8. stoletju, potem ga že zasledimo v Gelazijevem zakramentarju, torej predhodnikom teh misalomašnih knjig, kakor jih poznamo, ne, spravi rimskih misalov in tako, ne. Zdaj, vemo, da največji sovražnik človekove duhovnosti je napuh, torej skrajni ponos. Meni nihče, niti Bog ne bo govoril, kako in kaj, nikogar nima nad sabo, ne, popolni suverenizem, ali kako bi rekli to dan danes, ne. To znamenje nas pa postavi na realna tla. V resnici še vedno je neverjetno priljubljeno znamenje posipanja s pepelom tudi v sodobni cerkvi. Ljudje imajo radi to znamenje, to je treba reči tukaj, ne. In so pravzaprav tudi te pokore, postne prakse in tako so kar priljubljene pri ljudeh, oziroma čutijo neko potrebo tudi posta samega, da bi se pa tega oni poslužili, ne. Tako da to. Metanoja, torej menjava miselnosti. Človek se iz samoljublja, iz sebe obrne v smeri v Boga in bližnjega bolj kot sicer. Ne? Če ne bi pač bil obrnjen samo sam vase in tako nek egoizem, oziroma še več od tega, skrajni egoizem in tako, ali pa hiperindividualizem, kot tudi nekateri rečejo dan danes, ampak zato, ravno zaradi tega jaz ne bi zanemarjal nobene tovrstne pobude, ki nekako usmerja ali meri v ta obrat iz samoljublja navzven. Tako. Torej v slovenščini ta čas, postni čas, poimenujemo nekoliko drugače, se pravi po eni od praks tega časa, kateri potem v nadaljevanju še gremo. Imamo pa seveda načeloma 3 tovrstne prakse. Katere so te? In če lahko na kratko predstavite zdaj sploh bolj tisti drugi 2, da bi se potem bolj posvetili v nadaljevanju potem še samemu postu. Ja, seveda smo rekli postni čas, ne, kot v nemščini, se pravi po praksi posta, ampak najprej praksa molitve, v najširšem spet mogočem smislu besede, potem praksa miloščine in spet zelo široko pojmovana, ne, se pravi ne samo denarni dar, ampak tudi telesna, duhovna dela usmiljenja, mrtvičenja, torej telesna, duhovna dela usmiljenja, bratska ljubezen, torej do bližnjega in tako, in razna pritrgovanja, mrtvičenja in tako naprej. Ne? Torej, če pogledamo molitev najprej, Sveti Benedikt je lepo rekel, na prvo mesto gre bogoslužje, seveda, ne? Ker je to božje delo in tako, ne. Torej, bogoslužje kot opus dei, tisto, kar dela Bog, ne. Torej, imamo mašo, zakramente, molitveno bogoslužje ali brevir, to je na prvem mestu, potem pa tisti menihi, ki so
prepisovali, študirali, to je vse spadalo k molitvi po svetem Benediktu, ne k delu. Poglabljanje torej v kakovostno duhovno, teološko branje, katekizem, verske resnice, tudi to je pravzaprav molitev, ne? V tem širokem pomenu. Ne? In če ne bi molitev trajala 8 ur, seveda so menihi imeli tudi nekaj ur časa za to študijsko, intelektualno delo, pisanje, prepisovanje in so pač dali sebe tja notri, ne? In je tudi to bila njihova molitev, ne? Poleg bogoslužja ima še premišljevalne molitve in tako, ki so tudi jo imeli, seveda to lekcijo divina, smo jo tudi že kdaj omenili, torej to božje branje, premišljevanje, torej svetopisanskih odlomkov, točno določenih in tako, ne, tudi zlasti v povezavi seveda s bogoslužjem, svetomašo najbolj. Potem je moralo biti zraven vedno ročno delo, pri resnih menihih in nunah je še vedno tako, ne, da je tudi zelo pomembno ročno delo, delo na vrtu, rezbarjenje, svečarstvo, ne vem, karkoli takega, pač čisto delo pridnih rok. Ne. Glede molitve smo najprej povabljeni, da popravimo svojo redno molitev, da torej redno in dobro najprej molimo v postnem času, da delamo to svojo molitveno dolžnost, vršimo, ne. Šele na to, kaj dodamo temu, ne. Tako da postni čas je najprikladnejši pravzaprav za premišljevalno molitev samih bogoslužnih besedil, ker vsak dan je posebna maša, mašni obrazec, mašna besedila in tako, berila, evangelij. Zato smo tudi k temu bolj povabljeni. Poleg tega deležba v kaki javni skupni molitvi, recimo rožnega venca, križevega pota in podobno. In seveda paziti, da si kdo ne preveč naloži, ampak polagoma nekaj več, ne. Kolikor sem sposoben, kolikor vidim, da mi gre, da torej naredim vso svojo dolžnost, pa temu nekaj še dodam, ne. Niti premalo si seveda ne smemo naložiti, ampak moramo vendarle reči, nekaj se mora poznati, ne, da bo več te molitve, da bo več premišljevanja, da bo več tega dela tukaj na tem molitvenem področju. Zdaj, ko se pa v tem času poudarja, kako je treba vse čutiti, je raje treba poudariti, da je to zlasti stvar volje. Torej, jaz hočem se spokoriti, hočem se skesati, hočem imeti bolečino, obžalovati grehe, da se mi studijo in tako. Jaz to hočem, ne? To je zelo pomembno. Potem se lažje pretvori v dejanje, ne? Hočem prenašati neko krivico tudi in tako dalje, ne. To je zmeraj stvar žrtve volje, ne. Umiranje sebi v korist drugega, ne. Zlasti seveda na prvem mestu v korist Boga, ampak tudi bližnjega, ne, tako da to. In potem to lepo preide, bomo rekli, na področje miloščine, spet smo rekli v širšem smislu, ne samo denarno, ampak vendarle, ne, če rečemo najprej denarno, ne samo nek drobiž, ampak konkretno denarno darovanje, ne. Se pravi, vsakdo pri sebi presodi, koliko jaz zmorem dati od sebe, ne, in tisto dam tudi od sebe. Sveto pismo precej govori sicer o desetini, ampak to ni predpisano, ne. Zdaj bo kdo rekel, ja, je v svetem pismu, ti moraš dati desetino. Ja, ne, ni res, ne. To ni obvezno, je priporočeno, tako kot druge stvari, ne. Ni nujno, da vsak lahko da 10%, ne da bi škodil ali pa ogrozil sebe, svoj obstoj, svojo družino in tako naprej, ne. Treba to zelo dobro presoditi, ne, koliko lahko dam od sebe, ne. Zdaj,
Seveda, tam je, bomo rekli, skrajnost, ne, recimo, vdova je dala, kaj? Je dala vso svojo substancijo, ne, bi rekli v latinščini, ne, ali pa danes smo imeli, ko to snemamo, je bilo pri Svetej maši o izgubljenem sinu, ne, ki je zapravil vso substancijo, ne, se pravi, vso, bomo rekli, materialno podstat, torej ves denar, po domače povedano, ne, kar bi ga imel od zapuščine svojega očeta, ne, kaj je hotel reči s tem, oče je mrtev, ne, za mene je mrtev, ne, oče mi je dal denar, koga briga zdaj oče, ne. To je pač grešnik, ki ga Bog več ne briga, ne, ampak dobro, to so zdaj druge stvari. In kako se to reče v svetopisemski grščini, se temu reče bios, ne. Svetopisemska grščina, prej filozofi bios so rekli temu življenju v polnosti, ne. Svetopisemska grščina, novozavezna in tako je obrnila, ne, stvari. Se pravi, bios je mišljeno denarno življenje, materialno življenje in tako naprej, ne. Medtem ko zoe, ne, ki je pa prej bilo, to bomo rekli, kako bi rekli, to osnovno nekako življenje, da živim, diham in te stvari, ne, zato tudi zoološki vrt, ne, je obrnjeno in je zdaj življenje v polnosti, ne, zlasti ko reče sveti Janez življenje, reče zmeri zoe, ne, se pravi to, ne, substancija, ne, v latinščini, zdaj tako, ne. Se pravi, moram nekaj dati več od sebe. Vdova je dala vse, kar je imela v tem smislu, ne, torej pomeni, se popolnoma dala v Božje roke, v Božjo previdnost, Bože Bog zame poskrbo, ne. Zdaj, ne vem, če poznamo, enkrat je ena gospodična je pač se zaročila z enim, bomo rekli, protestantom in tako, ki je preučeval svetopismo, ne. In potem ga je predstavila staršem in oče je zelo ga zanimalo, ne, kaj je zdaj s tem fantom, ne, bodočim zetom. Je rekel, a imaš kako službo, ne? Je rekel, kako boš kaj vzdrževal, ne, to mojo hčer. Je rekel, ma ja, dobro, jaz študiram svetopismo, bo že Bog poskrbel, ne. Se pravi, stvar Božje previdnosti, ne. Bo že Bog poskrbel. Potem je rekel, ja, pa imaš kako šolo, si kaj zaključil? Je rekel, ne, ampak jaz preučujem svetopismo, bo že Bog poskrbel, ne. In tako je šlo to naprej, zmeraj bo že Bog poskrbel. Zdaj tisti možakar je bil zaskrbljen, malo pol ga je žena vprašala, ampak je rekel, dobro, po eni strani me zelo skrbi, ne, kaj se je dobila ta naša hčer, je rekel, po drugi strani pa obstaja tudi pozitivni vidik, da me ima za Boga, ne, tako da je rekel, ne. Tako da ta stvar malo. Zdaj, dajmo malo reči, da dajmo od sebe tudi denarno, ampak ne samo nekim zadevam brez obraza in tako nekje daleč stran, temveč konkretno določenim ljudem ali pa tudi določenim projektom in tako dalje, ne. Se pravi, poznamo neko družino, ki potrebuje neko tudi denarno, materialno pomoč in tako, pa pomagamo konkretno, pa ne pozabiti na cerkveno zapoved gmotnega vzdrževanja cerkve. Torej, to je danes umanjkalo, ne. Se pravi, jaz pridem in dobim zastonjski servis tam, ne. Ne rabim nič dati od sebe, ne. Ampak ne, jaz moram tudi gmotno, torej tudi materialno, zlasti seveda to pomeni z nekimi denarnimi sredstvi podpirati delovanje seveda svoje župnije, svoje kapele, svojega priorata in tako dalje, ne. Se pravi, je treba sebe vzgajati, si privzgojiti spet te stvari
in rodove vzgajati. Ne? Se pravi, za to zavestno vzdrževanje, darovanje, za podpiranje, torej po svojih močeh vzdrževati cerkev v gmotnih potrebah in pri apostolskem delovanju. Ne? Se pravi, brez te naše tudi finančne, materialne pomoči tudi to ne bo šlo. Ne? So seveda tudi še druge stvari, ki jih lahko damo na voljo, ne? Ampak vemo, za bogoslužje, delovanje, zmeraj se kaj potrebuje, da se ljudem omogoči, potem dobro prisostvovanje, sodelovanje, tako da ponavadi vse se začne in konča tudi pri denarju, ne? Tako da če tistega ni, pač seveda po eni strani ni problem, ker ga ni, po drugi strani pa je problem, ker ga ni, ne? Tako da te stvari. Zdaj, mi smo kupili hišo za priorat v Zagrebu, nekje v jeseni naj bi bil vzpostavljen ali pa kmalu potem in bo treba to počasi poplačati, ne, nazaj. Sredstva smo se seveda sposodili iz sklada oziroma 2 skladov, sklenili v okrožju tudi v ta namen nek kredit in tako in zdaj pač to se je pokrilo, bo treba poplačati, ne, to zadevo. Zmeraj pride tudi nek davek za to in tako, ne. Zdaj vemo, velika vsota 700 000, ni skrivnost, ne, ampak počasi bo že šlo, da bomo tudi to nekako pokrili. Potem imamo fante, ki študirajo v bogoslovju in to ni zastonj, ne. Sicer niti ni tako drago, ampak seveda je treba vzdrževati te fante, če hočemo imeti neke bodoče duhovnike in tako, ki bodo darovali tradicionalno mašo in nam podeljevali tradicionalne zakramente. Potem gre denar tudi za naše misionarje, redovniki, redovnice potrebujejo neka sredstva. Torej vsakdo, ki služi neka denarna sredstva, naj pri sebi zavestno napravi malo obračuna, kam bom jaz namenil ta svoja denarna sredstva, ki sem jih namenil od svojega proračuna in tako, ne. In dajmo to zavestno, torej darovati v te namene, ne. Če lahko darujejo mnogi za razna društva in ne vem kaj drugega, ne, zakaj ne bi mi za to svojo zadevo malo bolj dali, no, bi bolj podprli, tako da to. Potem seveda lahko z delom pomagamo fizičnim ali pa prispevamo kako stvar, kar smo sposobni narediti in tako. Potem obiskovanje bolnikov, ostarelih, pomoč pri učenju inštrukcije, pomoč s fizičnim delom, ne, kot smo že omenili. To vse spada pravzaprav k miloščini, tako da širok pojem. Dobro, se pravi, kaj pa potem post? Torej, kaj je to? To se je seveda tudi razvijalo, je potem prišlo do tistega, kar imamo kot neko osnovo danes. Ampak kako je potem do tega prišlo? Sploh potem na kratko do te zmanjšane prakse, ki je danes v veljavi. Ja, zdaj ponovno vabim za daljšo različico k branju tega, kar nam je zapustil Dom Prosper Grange, ne, se pravi, tam je zelo podrobno to vse opisano. Ni vse, seveda, niti z njegovega dela bi bilo preveč, ampak dokaj podrobno. Post kot tak pomeni ne jej, ne vemo, najprej je Bog rekel, množita se in plodita se, napolnita zemlja, ampak potem je že rekel, ne jejta od tistega drevesa, ne, se pravi to. Zdaj, ko je rekel že Gilbert Keith Chesterton, je lepo rekel, da kako bi bili zdaj vsi srečni, če bi Bog namesto jabolka prepovedal jesti kačo, ne. Se pravi, ampak on je imel te zanimive humoristične vložke, ne, tako da je mal te stvari obrnil, ampak je hotel pokazati hkrati tudi paradokse in te stvari so mu rekli kralj paradoksov, kruto resničnost teh zadev, greha in tako, no. Se pravi, ne jej, odpovej se hrani,
omeji pijačo ali pa ne uživaj določene pijače, ne? Ali pa uživaj manj pijače. Zdržek je potem čisto konkreten, ne? Se pravi zdržek od mesa, zdržek od vina ali pa, kot se reče v Svetem pismu, opojne pijače, zdržek od mlečnih izdelkov, zdržek od jajc in podobno, ne? Torej, apostoli so imeli popoln post v Svetem tridnevju, ne? Potem se je pa zadeva vse bolj širila. Najprej so bile izvzete nedelje, potem nekaj časa so bile privzete tudi nedelje, potem se je začelo z različnimi spregledi, dopustitvami in prišlo se je nekako v osnovi do tistega, kar je predpisano, zdaj sicer samo 2 dni v cerkvenem letu, kar danes poznamo kot cerkveni post, ne? Se pravi, da zaužijem en kompletni obrok, ki se mu potem lahko doda do 2 manjša obroka, ki skupaj ne bi predstavljala kompletnega obroka, ne? Se pravi, nekaj malega zjutraj, popolni obrok za kosilo, pa nekaj malega zvečer, ne? Recimo, lahko tudi drugače si razporedimo, vsekakor tako bi bilo še najbolj zdravo. Zdaj, včasih so čakali 9. uro ali nono, ne? Se pravi 3 popoldan, da so potem nekaj jedli in tako. To so vse neke možnosti, lahko si vzamemo strožje in tako, ampak najprej začnemo pri osnovah in potem bomo videli, ne? Zdaj, včasih je veljal post, se pravi to manjše uživanje jedi, kot smo rekli, vsak dan postnega časa razen nedelje, ne? Mi si lahko izberemo recimo petkih poleg zdržka od mesa toplokrane živali, da recimo imamo prav ta cerkveni post, ali pa srede in petki, ali pa dodamo soboto v čast Marije Device, kot je veljalo včasih in take stvari. Vsak naj si nekaj pač vzame, ne? Mora vsak pri sebi videti. Torej, post, ko smo rekli, danes je obvezen le še na 2 dneva, sicer pepelnico Veliki petek. Člani bratovščine naše seveda imajo predpisano več od tega. Zdaj, ne bomo šli v podrobnosti, ampak načeloma to so določene te vigilije, pa seveda kvatre in take stvari. Natančno se lahko pač poišče in prebere, ne, kako to velja. Glede postov, zdaj ne bomo tle šli v podrobnosti. Vernikov torej zdaj po novem zakoniku ne moramo proti smrtnemu grehu obvezati, ne. Spravi, priporočamo, ne. Dom Pier Paolo Petrucci, ki je prior priorata v Trevisu, priorata svetega Marka, pravi, da zdaj, da sta samo 2 dneva, da to niti ni tako slabo, ker potem je na naši prostovoljni odločitvi, ne. Torej, nekaj, kar ni obvezno, ampak jaz vseeno se tega poslužim, s tem več zaslužim v spravo za svoje grehe, imam večje zasluge, ne. Tako da mi še bolj pomaga tak post, ne. Ni več obvezen, ni več predpisan, priporočen. Ok, jaz se odločim in se tega držim, ne. Tako da več dosežem, ne, na ta način. Na splošno sicer lahko rečemo, ne, da potrebujemo neko zunanjo prisilo ljudje, ne. Vidimo, če ni neke take prisile, kam to pripelje, da smo zelo, ko bi rekli, razpuščeni in tako naprej, ne. Ampak vendarle prostovoljno, da si naložimo, to veliko več velja. Torej, ko rečemo post, je širše to mišljeno, mrtvičenje, spokorna dejanja,
razne prisile, ne vem, se tuširam s hladno vodo in samo kakšno minuto se odpovem sladkarijam, pokoravam svoje telo tudi s kakim bičem, ki so mu rekli včasih disciplina. Ne? Se pravi, ena redovnica enkrat nam je pravila, kar v njenih časih, ko je bila še mlada, so še imele, ne? Sicer ne več z nekimi kaveljčki in tako naprej, ampak en tak biček, ki so mu rekli disciplina. In potem je prišla predstojnica in rekla, kako pa kaj s tvojo disciplino? Ja, v redu, ne. Ona je seveda ni točno vedela več, ker so se že dogajale te spremembe, ne. Je mislila drugače tako z redovno disciplino in tako ni mislila lih na bič, ne. Tako da je rekla, ne, tiste discipline pa potem takem ni bilo ravno, ne. Cilijci, se pravi, obstajajo tudi taki, ki ne ravno zrežejo, torej to so ti pasi, ne, ki ne prav tako zarežejo meso, ampak nas pač ovirajo in tako neke take stvari. Vemo, kako je fatimskim pastirčkom Marija rekla, da ni treba tukaj pretiravati, ne, ampak da vendarle naj se poslužujejo tega, ne, da vršijo pokoro za grešnike na svetu. Ne. Torej, imejte čez dan, ne, po noči pa vam ni treba imeti, ne, dajte si dol. Ne. Tako da Dom Pier Paolo omenjeni pravi, da kako so njih učili tisto lepo prakso molitve treh zdrava Marij z nekim točno določenim namenom, z neko prakso, prošnjo in tako. Se pravi, prosim recimo za dar čistosti, ne. In se pravi, grem na kolena, si dam prste tako pod kolena in tako zmolim, da ni ravno prijetno, ne, tiste tri zdrava Marije ali kakšne take stvari, da je nekaj neudobnega, ne, vsaj za nekaj časa, ne, tako da neke take zadeve. Pač ni tukaj treba pretiravati, ampak marsikaj se da storiti in kar se da storiti, tudi naredimo, ne. Da niti ni premalo storjenega, ne. Recimo, kaj najprej, ne, v Svetem pismu, najprej je premalo storil v smislu njegove daritve, ne. Potem je pa hotel samega sebe prestrogo kaznovati, ampak potem ga je Bog popravil, da ne sme biti ravno tako, ne, da ne sme biti prestroga kazen spet za njegov greh in za njegove grehe, ne. Torej, ne biti skrajni ne v eno, ne v drugo smer, ne, ampak v neki pravšnji meri mora vsakdo. Dobro. Kako je pa potem s številom 40, ki je, kot vemo, povezano s postom? Ja, sem hvaležen za to vprašanje, pravzaprav zelo bogato simbolično število. Imamo tri osebe, ki so se popolnoma, svetopisemske osebe, ki so se popolnoma postile, jih najdemo na gori Tabor, ne, se pravi, druga postna nedelja smo imeli ta evangelij, spremenjenje Jezusovo na gori. Jezus vemo, da se je postil 40 dni, 40 noči, Mojzes tudi in Elija. Ne, zdaj podrobno si lahko preberemo. Imamo 40 dni dežja, 40 dni, 40 noči dežja za potop, 40 dni je Goljat preganjal Izraelce, to je znamenje hudiča, ki napada Božje ljudstvo, torej ki napada kristjane, seveda, ker beremo Staro zavezo kristološko, torej skozi Kristusova očala, bomo rekli po domače povedano, ne. Torej, cerkev je novo izraelsko ljudstvo. Jona je naznanil Ninivam še 40 dni in bodo Ninive uničene, ampak potem je bil pa jezen, ker so se oni spokorili, pa niso bili pokončani. Ja, Bog, kako si zdaj rekel, ne, da jih boš pokončal, pa jih nisi. Ampak so se spokorili, ne. A si jih ti dal, a sem jih jaz dal, ne. Tam sta se neki med sabo pol prerekala, ne, tako da te zadeve.
Potem 40 let, seveda, tudi blodenja po puščavi. Obljubljena dežela že takrat ni pomenila samo kanaanske dežele, je pomenila nebeško deželo, ne, ker mnogi so vedeli, ne bomo dosegli mi kanaanske dežele, če bomo to prenašali, ampak vedeli so, da bodo neko drugo deželo dosegli, nekoč, ko pač prišla polnoč času in tako naprej. Ne. Koliko bolj to velja za nas danes. Pa še veliko je teh primerov, ne bomo seveda vsega naštevali, nekaj smo jih našteli, ne, tako da to. Hvala. Poleg te spokorne prakse, ki smo omenili, pa poznamo tudi evharistični post. Zakaj pa pri temu? Ja, seveda, telesna priprava na sveto mašo, ki je tudi zelo pomembna, ne samo duhovna priprava na sveto mašo, posebej na sveto obhajilo. Po novem seveda je obvezna 1 ura pred obhajilom evharističnega posta. Priporoča se seveda ne sicer toliko staro, ampak vendarle prakso 3-urnega posta, ne, pred mašo, ne pred obhajilom, ampak pred mašo. Ampak spet tukaj ne moramo nekoga prisiliti, obvezati. Nekateri mislijo, ja, to morate vi tako zapovedati, ampak ne moramo, ne. Pol se pa jezijo. Ne vem, kaj ene toliko zanima, kaj bi drugi morali delati, ne. Pač tebi je priporočeno 3 ure evharističnega posta, drži se, če hočeš, če moreš, želiš, kakorkoli že, lahko tudi več, ne, ni problema. Lahko se držiš od polnoči do dopoldanske maše, od polnoči do popoldanske maše, do večerne maše, kakorkoli že, ne. Ampak tudi to ti nič ne pomeni, če boš se s tem postavljal, ne. Vemo, farizej je rekel, postim se, vse zapovedane postne dni, dajem desetino in tako dalje, ne. Poglej me, kako sem dober, ne. Tako da to ti nič ne pomaga, ne, če hočeš sebe lepega pokazati, ne. Vse te prakse, moramo reči, ne, karkoli je, naj ne bodo nekako vsem na očeh, ampak naj bodo diskretne, ne. Tudi tam, ko smo rekli o tiste molitve, ne prideš ti v kapelo ali pa cerkev in potem si daš tako prste pod kolena pa se tam kažeš in te stvari, ampak to delaš diskretno, ne. Vse te zadeve. Pravi Jezus, kadar se ti postiš pomazili, odišavi se, ne, se pravi, v postnem času se seveda lahko manj dišavimo kot sicer, ampak Jezus je vendarle govoril o tem, da je dobro tudi se malo nadišaviti, ne, tako kadar za Boga in tako, da mu tudi tako pokažemo nekaj, ne. Spravi te stvari, ne, spravi, da ne bodo ljudje na prvo žogo vsaj tako opazili, da se ti greš neke stvari. Tako da to. Zdaj ta evharistični post veže vse, ki bi mogli prijeti sveto obhajilo, potem pa praksa sama posta zadeva vernike med 18 in 60 letom starosti, kadar je pač zapovedan zdržek od mesa, je prej veljal že prej, torej od 7. leta starosti naprej, pa je tudi priporočljiv tako, sedaj sicer velja od 14. leta starosti naprej, ne, zdaj pač dajmo tudi otroke malo navajati, ne, se pravi zdržek od mesa in tako se ne bo nič narobe, če bomo manj, ne. 1 ura velja tudi za vse druge pijače, razen vode. Dobro je tudi, da vodo lih toliko, kolikor rabimo, ne, da spet ne pretiravamo, pa se nalokamo vode in tako dalje. Vidimo pa neko žalostno zadevo, celo duhovnika, kakega škofa, ki celo med mašo odvijejo bombon, pa si ga dajo v usta, pa poližejo bombon, ne, se pravi, ker imajo neke probleme z grlom in tako, ne. Če že bi bile kakšne take težave, potem se spije malo vode, ne. Tako da
če ne vem, kako se lahko kar tako nonšalantno, bi rekel, pristopi k obhajilu, kot da se ni nič zgodilo, ne? Tako da te stvari. Pa opozorilo na to, ne, eni tudi zapuščajo, pa grejo na stranišče, pa to, pa ono, ne. Tako da, dajmo učiti tudi otroke, ne, če se le da, gremo na stranišče pred mašo, ne med mašo, ne. Zdaj, seveda vemo, to ne bo vedno mogoče, majhni otroci nikakor ni mogoče, ampak vendarle, dajmo jih navajati, tudi to je neke vrste priprava, disciplina. So mnoge izjeme tudi, bolniki, noseče, doječe matere, tisti, ki potujejo na daljši poti, težki delavci, podobno, ne. Post ne obvezuje, lahko se nekaj poslužimo, ne, ampak treba paziti, da ne ogrozi seveda zdravje in tako naprej. Ampak seveda držati izdržek od mesa in tako, ne, to pa. Včasih cel post ni bilo mesa, ni bilo jajc in tako. Zdaj vemo, to so potem glavna živila, ki se jih blagoslovi, ne, v blagoslovu velikonočnih jedi. Zakaj? Takrat si jih spet po nekem času privoščil, ne. Človek se temu odpovedal, vemo, kdo se drži športnih, zdravstvenih diet, če se je kdaj držal in tako je, že vem, o čem govorim. Pa tudi ti ljudje vejo, ne. Ko se človek neko daljše obdobje strogo drži, potem si nekaj privošči, to mu ne bo škodilo, večjemu koristilo, ne, bo pospešilo presnovo, prebavo in te stvari. Ampak vemo, tudi takrat ne bo se mogel nažreti, ne, recimo mesa, slaščic in tako, ker pač ne bo čutil takega apetita po teh zadevah, njegove oči sicer bodo čutile, ampak drugače mu bodo pa teknile te praznične jedi, ne. Dlje časa se je prikrajšal, zdaj se privošči, ne, recimo en mesec se držiš nečesa, ok, zdaj lahko greš na pico, ne, recimo, zdaj toliko časa nisi, bo čist drugače teknila, ne, poleg tega, da bo pomagala tudi, kot smo rekli, pri neki bolj zdravi prebavi, presnovi in tako bo malo pospešila. Vsaj kdaj velja tudi to poskusiti, ne. Ta disciplina nam tudi sicer pomaga, ne, če imamo v hrani, pijači disciplino, ne, potem imamo tudi red, disciplino, tudi sicer, ne samo hrana, pijača. Spravi, bo konc posta, bomo imeli malo več discipline v hrani, pijači, pa tudi drugače, ne, si bomo stvari organizirali, bomo imeli več časa kar naenkrat, ne. Neke stvari nehaš delati, recimo odložiš, ne vem, priješ domov, odložiš nekam drugam svoj mobi, pa kar naenkrat imaš več časa, da lahko kaj prebereš ali pa kakšne take stvari, da nimaš skozi tam po rokah, ne. Tako da, take zadeve malo. No, torej oba posta sta se danes precej zreducirala. Je v Bratovščini glede tega kaj drugače? Kaj je zapovedano, kaj je priporočeno glede tega? Ja, se pravi, kar zdaj po novem zakoniku je zapovedano, je tudi za nas zapovedano. Zdaj, kot smo rekli, člani Bratovščine imamo oziroma imajo, jaz nisem še polnopravni, ampak se vseeno držim in tako, ne, teh pravil nekako. Zdaj ostali ljudje naj si pa preberejo na bogoslužnem koledarju, ne. Tudi sicer, dajte se malo poglobiti tudi sami, ne, v te stvari. Moj sošolc je lepo govoril, pred leti sem ga intervjuval, se ukvarja s tem prehranjevanjem, gibanjem, ljudem pomaga pač, da bolj zdravo se prehranjujejo, da se tudi gibajo in tako naprej, ne, se pravi, on ni za neke diete in te stvari, ampak da se ljudje dobro in zdravo prehranjujejo, ne, kolikor se to da. In to se da,
ampak on je rekel, danes smo ljudje instant populacija, ne. Vse bi radi imeli tukaj, takoj, zdaj, ne. Pa seveda pripravljeno, servirano in tako dalje, ne, ampak seveda vsak se mora tudi sam potruditi. Ne more biti ravno vse servirano, ne. Potem tudi ne cenimo, ne, če vse drugi ne naredijo. Potem ali je ali ni in tako, ne. Pol pa so neka velika pričakovanja. Torej, mi damo neka navodila, neka načela, ampak ne dajemo receptov, ne. Tudi Bog ni poslal, je lepo enkrat teden rekel, ni vrgel dol knjigo z navodili za, ne vem, za zašraufati skupaj omaro ali karkoli, ne. Ali pa z recepti, ne. Toliko tega, toliko onga, ne. Ampak nam je dal vodila, ne, se pravi, tudi mi dajemo vodila, ne, kolikokrat, ne, jaz pač sem se tako malo izuril in tako, ker trije fantje doma, eden se moral malo bolj izuriti za kuhanje in tako, za kako jed, ne, kdo reče, pa dajte mi recept za tisto stvar, ja, reče, nima recepta, ne. Kadar nekaj časa prakticiraš take stvari, potem približno, ne, to narediš, se pravi, po letih kuhanja, pripravljanja, pa razumeš, kaj je mislila stara mama, ko je rekla, treba dati, kolikor je treba neke stvari v neko jed, ne, se pravi, kolikor je prav, so rekli, ali pa tako, ne. Že čutiš in tako, ne, že veš, koliko je treba dati, ne, da je prav. Moraš dati glih neke stvari, ne, so rekli, ne. Tako da, to velja tudi za krščansko življenje, tudi sicer. Treba se potruditi, narediti malo podviga, pomeni podvig, to je prevod besede askeza. Treba se malo premagati samega sebe, pa bomo tudi kaj dosegli, no, tako. Se pravi, kmalu pa že vstopimo v drugi del posta. Kaj priporočate glede tega vernikom konkretno, da si vzamejo glede na to, kar smo že predstavili? Ja, torej vsekakor, če vzamemo hrano, pijačo, dajmo si kaj vzeti v tej smeri, ne omalovažujmo tega, ne, ker vemo, kako blagodejno to vpliva na vse skupaj, ker človek je enota, ni samo telo, ampak je enota duše, telesa, razuma, volje in te stvari. Če se gremo neke odpovedi posta in tako na področju hrane in pijače, nam bo to zelo pomagalo. Dajmo si nekaj konkretnega za početi v postnem času, tudi tako ročno delo, bomo rekli, karkoli. Okopavanje, sajenje, sejanje, obrezovanje, karkoli, vse imamo toliko teh stvari, ki jih lahko počnemo, rezbarjenje, pletenje, šivanje, ne vem, karkoli, vse imamo. Zlat čas tudi za kako tako stvar. Dajmo prebrati vsaj eno dobro knjigo, konkretno ne neke knjige za na plažo in tako. Morda kako duhovno knjigo. Zmoliti tudi kdaj sami, ne, vsak zase, kak križov pot, se udeleževati teh pobožnosti, se udeležiti, iti večkrat k tradicionalni maši, ne, to itak zmeraj vabimo, ne, tako da se nam pridružite, tudi večkrat pridite kaj v naše kapele, ne. To bo še Ivo sicer na koncu malo povamo, ampak dobro. Ne samo torej ob nedeljah, gremo tudi kaj vmes, vse so na razporedu tudi še druge dneve, kdaj svete maše, pa se udeležimo, ne. Zdaj bo recimo več priložnosti tudi sicer, ne, da bomo lahko šli več k sveti maši. Nekako dajmo to izkoristiti. Premišljevalno še enkrat brati, moliti ob mašnih besedilih, ob perilu evangeliju, ne. Branje, premišljevanje pasiona, torej Jezusovega trpljenja. Se udeležimo škofjeloškega pasiona ali pa kakih drugih pasionov, ki so uprizorjeni, ne.
mislim, da je v Ribnici tudi tam uprizorjeno in tako dalje, ne? Če se ne motim. Vem, da včasih je bilo. Tako da, take stvari, dobre, ne? Darujemo, kot smo rekli, za bogoslovce, za kapelo, za priorat v Zagrebu, da se kakemu verniku iz kapele z delovno akcijo ali finančno ali pa tako kaj konkretno pomaga storiti, kupiti, tako obisk ostarelih v kakem domu ali v vasi, v bloku, v ulici, pa da niso ravno tvoji starši ali stari starši, ampak še kdo drug, ne? Da se pomaga kaj konkretno v kapeli pri čiščenju, okrašenju, delu, vzdrževanju, pri delu v apostolatu, se pravi to, kar objavljamo, in tukaj se marsikaj lahko naredi. In podvig in pokora, še enkrat povem, tudi udeležba pri nočnem čiščenju, pri nočnem bdenju pred najsvetejšim na prvo soboto. Tako da tukaj resnično ljudje povabljeni in vsakdo mora malo se premagati najprej in tako, ampak potem, ko bo prišlo v navado, bo to nekaj lepega tudi zanj in potem bo počasi lahko dvigal, delal strožje in tako dalje, ne, te stvari. Tako da mislim, da to je to, kar imam jaz tukaj zapovedati, pa da sva kar lepo obdelala te stvari. Tako, najlepša hvala. Kot je že rekel gospod Vončina, še z moje strani vabljeni, no seveda na prvem mestu, da všečkate, delite naše vsebine, pa tudi, da pridete potem še v recimo kapelo na Verdu ali v Mariboru oziroma v kapele Bratovščine svetega Pija X. Hvala za pozornost. Tudi pozdravljeni z moje strani.